Lep pozdrav vsem. Bomo še malenkost počakali še kakšno minutko, da se vsi, ki so registrirani, prijavijo. Torej damo še eno minutko časa, tako da hvala za vaše potrpljenje. Lep pozdrav vsem, lepo pozdravljeni v imenu Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Dobrodošli na predavanju o opravljanju čezmejnih storitev v Avstriji. Predno začnemo in da se vsi prijavljeni še registrirajo, ker nekaj še čakamo, saj veste, par minutki je vedno dobro počakati, bi vas v tem času lepo naprosila, če lahko odgovorite na vprašanje, ki vam ga zastavljamo, in sicer, kako ste prišli do informacije o našem seminarju. Za nas je to seveda ključna informacija, da vemo, kako priti do vas in da vi dobite prave informacije. Tako da vam bom zdaj dala vprašalnik na ekran, pa če lahko na hitro odgovorite na njega. Torej, vprašanje se glasi, po kakšni poti ste slišali oziroma izvedeli za ta webinar. A so bile to SGZ, ker ste naši člani in ste to dobili preko e-mail novičk, je to Facebook, je to LinkedIn, je to SGZ spletna stran, Gospodarska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Spirit ali drugo. Tako, in zdaj štartamo. Bomo veseli, bom pustila vsaj nekaj časa, da nam odgovorite. Za nas je to seveda pomembno, na kakšen način kateri kanali so najbolj uspešni za nas, kako dobiti novičko najboljš, kako bi jo poslati v svet. Tako da super, hvala, vidim, da ste super odzivni in lepo odgovarjate. Vidim, da je kar nekaj naših članov tudi med nami. Super, bom pustila še nekaj malega, še nekaj časa. Zdaj ne vem, ali sem zaprla vprašalnik ali ne. Ne, nisem ga še, ne. Tako, bomo kar zaključili z vprašalnikom. Hvala za vaše odgovore, to nam zares koristi, predvsem zato, da vidimo, ali ste naši člani ali lahko to še postanete. Preden se lotimo pravzaprav vsebinskega oziroma strokovnega predavanja, ki smo ga za danes za vas pripravili, naj samo povem za tiste, ki nas ne poznate, smo Slovenska gospodarska zveza, ki deluje v Celovcu, deluje čezmejno in v bistvu radi rečemo, da smo nekako povezovalni člen na področju gospodarstva med Slovenijo in Avstrijo. Slovenska gospodarska zveza v Celovcu obstaja 33 let in ima približno 350 članov, od tega 50% v Sloveniji in pa 50% v Avstriji. To so večinoma mala in pa srednje velika podjetja, ki si želijo čezmejnega sodelovanja, internacionalizacije in smo kot Slovenska gospodarska zveza lahko ključen partner pri taki odločitvi. Torej, delujemo na principu gospodarske zbornice, torej povezovanje, strokovna pomoč, tako kot jo pravzaprav vam ponujamo danes. Delujemo pa tudi kot poslovni klub za Slovenijo, to je podprto s strani Spirita.
Za vse tiste, ki niste naši člani in bi to radi postali, seveda si želimo čim aktivnejšega sodelovanja z vami in smo seveda zelo veseli, če se odločite za naše članstvo. Več informacij vam bom posredovala po zaključku predavanja v follow-up mailu in bomo veseli vaših vprašanj in tukaj pisarna Slovenske gospodarske zveze v Celovcu je na voljo za vas. Sedaj pa mislim, da smo se vsi lepo nabrali, da smo že številčno tudi lepo v lepi zasedbi in bi zdaj prepustila besedo kar dr. Mariji Škof iz odvetniške pisarne Grizvovk Škof. Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grizvovk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni Gori. Poleg tega strankam nudijo tudi vse klasične odvetniške storitve, od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dr. Marija Škof, pozdravljeni. Marija je tudi podpredsednica Slovenske gospodarske zveze in zelo aktivna oseba in ključna oseba v slovenskih gospodarskih strukturah. Pozdravljena Marija, mi sva na ti, tako da bomo tako kar nadaljevali. Samo še vklopiš mikrofon, pa sva v živo. Ja, hvala Vesna za lep pozdrav. Pozdrav tudi vsem udeležencem, ki ste se udeležili današnjega seminarja in ki vas zanimajo seveda novice v zvezi z opravljanjem storitev v Avstriji. Tema opravljanja storitev v Avstriji nas spremlja že kar vrsto let, rekla bi že kar od leta, zelo dolgo, no. Predvsem tudi zaradi tega, ker je pač Avstrija, kar se tiče opravljanja storitev, sprejela zelo strogo zakonodajo in to zakonodajo v preteklosti tudi zelo strogo izvajala, tako da je bilo potrebno tako rekoč kršiti in rušiti ta zakon na Evropskem sodišču in je bilo treba tle kar se malo potruditi, da je to bilo možno. Zanimivo, to je čisto nova informacija, ki sem jo ravno tudi komaj te dni dobila. Končno po dolgem času je v bistvu na mizi osnutek novega zakona, to je prav dobra novica, po drugi strani ima pa seveda vsaka dobra stvar tudi slabo stvar. Jaz sem tudi že malo pogledala ta zakon, to seveda še ni sprejet zakon, ampak to je kot rečeno, to je zakonski osnutek, za katerega poteče rok oddajanja stališč konec maja. In v bistvu zdaj bistvenih sprememb pravzaprav žal ni, določene zadeve so v tem osnutku predvidene, da se pač bolj jasno zapišejo, kot pa so bile zapisane v preteklosti. V glavnem pa ni nič take bistvene olajšave, kot bi to bilo seveda potrebno, kot bi to bilo zaželjeno, sploh v obmejni regiji. Treba je seveda povedati tudi to, da enostavno ta prosti pretok storitev, to je notranji trg malega človeka, se pravi malega in srednjega podjetja, ker je pač za mala in srednja podjetja odprtje podjetja v drugi državi povezano pač z bistveno več obremenitvami, več odgovornosti, enostavno pač ne ustreza temu, kako pač mala in srednja podjetja uspešno delujejo. So pač zelo fleksibilna, medtem ko če imam podjetje, to zadeva pač postane bolj toga, predvsem pa je tema, to so delavci in zaposleni, kajti delo se seveda ne opravi samo od sebe in je to pač treba izvesti. Tako da jaz bom seveda v okviru tega predavanja vedno tudi opozorila na kakšno novico, ki je v predlogu predvidena, s tem, da kot rečeno, to še pač ni sprejet zakon, ampak to je res samo osnutek, tako da pač še ne tako rekoč izvajati po osnutku, ampak dajte se zdaj v tej fazi, prosim, kljub temu držati zakona takega, kot je trenutno v veljavi. Zdaj bom pa z vami delila tudi predstavitev, tako da boste tudi lahko spremljali to, kar vam bom govorila. Prvi postopek, prva zadeva je še vedno potrebno priglasiti dejavnost v Avstriji in sicer za regulirane dejavnosti v Avstriji. To poznate že ta postopek. Tema, ki se nam v tej zvezi pojavlja v zadnjem času, je, da zelo strogo kontrolirajo na področju gradbeništva, ali je predložena ustrezna zavarovalna polica,
ki krije ustrezno škodo, to je 1 milijon na škodni primer ali pa 3 milijone na letni ravni. To se pravi, to je relativno visoka zavarovalna polica, ampak ta pogoj se zelo striktno, zelo strogo kontrolira trenutno in če podjetje ne predloži ustrezne zavarovalne police, potem pač tudi vpis ni možno in se pač vidimo, da podjetja se veselo registrirajo, priglašujejo svoje dejavnosti na Dunaju in potem pač jih ne vpišejo v register, v seznam opravljanja storitev in se čudijo, kako to, sej pač, ker morda pri zavarovalni policiji določena zadeva ni čisto tako, kot pač zakonsko predvideno. Tudi glede veljavnosti te police je tako, da mora polica veljati vsaj 1 leto in ne zadostuje samo za določen projekt. Večja tema je, kot rečeno, vedno bila in verjetno bo tudi v bodoče, tudi ker so se evropski predpisi spremenili, Evropska direktiva o napotitvi delavcev, to, ki se nanaša na zaposlene in na napotitev delavcev. Zakon je, kot sem povedala, zakon, ki se trenutno uporablja, je iz leta 2016, novela se pripravlja, osnutek je na voljo, je pa v fazi še tako rekoč pridobitve mnenj in parlamentarni debati, tako da bomo videli, kako bo na koncu sprejet in v kateri obliki. Mislim pa, da je vsekako pomembno, da se podajo tudi stališča na ta zakon in se bomo seveda tudi kot CGZ tle aktivno vključili, da bomo podali stališče glede tega zakona. Kar se tiče veljavnosti zakona, je tako, da v bistvu lahko rečemo, velja za vsa področja, kjer se v Avstriji pač opravljajo storitve. Zelo pomembno in zelo veliko kontrol opažamo zlasti na področju mobilnih delavcev. Edino tranzit je izvzet, se pravi vse to, o čemer se bomo pogovarjali, velja tudi za mobilne delavce. V noveli je predvideno, da kar se tiče mobilnih delavcev, seveda zakon velja, edino izvzeti naj bi bili tisti šoferji, ki dostavljajo blago, ki je bilo v Sloveniji kupljeno za določenega proizvajalca, se pravi, ne vem, če je Mizar v Sloveniji izdelal omaro ali pa pohištvo in njegov zaposlen, tako rekoč, pripelje na tovornjaku ali pa avtomobilu pač ta material v Avstrijo, potem je to izvzeto. Vse ostalo, če je pa to poklicni prevoz, se pravi prevoz oseb ali blaga, se pravi tudi za avtobuse, velja ta zakon in je treba pač vse to upoštevati, tako da to bo v bistvu se ne bo nič bistveno spremenilo, vse to, kar je veljalo že do zdaj, edino zdaj bo pač bolj jasno zapisano v zakonu. Katere pravice imajo delavci, to je seveda v prvi vrsti plača, potem seveda tudi dopust v skladu s avstrijsko kolektivno pogodbo, sorazmerni del 13. 14. plače in upoštevanje avstrijskega delovnega časa in počitka. Kar se tiče plač, je tako, da bo zakon, da je v bistvu, imamo v Avstriji 800 kolektivnih pogodb in je zelo težko in velik izziv, tako rekoč, izbrati pravilno kolektivno pogodbo, ki velja v konkretnem primeru za določene delavce, ki so napoteni za določen projekt. V praksi vedno spet opažam, da seveda podjetja pač enkrat pridejo in si pustijo tako rekoč razporediti delavce v kolektivno pogodbo, in potem pač leta se nič ne zgodi in pa čez nekaj let spet pridejo pa tako, saj to bi bilo tudi potrebno, dajte spet enkrat pregledati. Pri tem pač podjetja prezrejo dejstvo, da se kolektivne pogodbe v Avstriji in pravice v skladu s kolektivnimi pogodbami letno spreminjajo, se pravi ali 1. januarja ali pa recimo za gradbeništvo in sorodne panoge pa 1. maja. Se pravi, takrat se pač pravice po kolektivni pogodbi, zlasti plače, dodatki in tako naprej spreminjajo in je to treba ustrezno prilagoditi. Če se to ne prilagodi, ne plačujejo ustrezne plače, povišane, potem je pač to prekršek socialnega in plačilnega dumpinga z pač ustreznimi globami, ki so zelo visoke in treba je povedati, da dejansko že pri zelo, zelo nizkih zneskih, to govorimo o 10 centih, če je urna postavka 10 evrov,
potem je 10, 15, 20 centov ali pa 1 evro lahko zelo veliko, pomeni zelo visoko stopno odstopanja in zelo visoko stopno dumpinga in seveda, ki ima pač posledico, da so prekrški potem oziroma globe ustrezno visoke. Podobno temo imamo tako rekoč, kar se tiče 13. 14. plače. Ta je v Avstriji obvezna in imamo vedno debato okrog tega, ja, ali je treba regres upoštevati, ali ga ni treba upoštevati. Dejstvo je, da je treba 13. 14. plačo izkazati v plačilni listi, ki se nanaša na določen mesec. Se pravi, sorazmerni del 13. 14. plače za april bo treba obračunati v plači za mesec april, se pravi torej do najkasneje 17. maja. Če temu ni tako in je potem so morda razni bonusi, ki so bili plačani, božičnice in tako naprej, potem je to vedno velika debata, ali se upošteva ali ne, ali je bilo to sorazmerno, kako se to upošteva in imamo v postopkih res vedno težave, da to dokazujemo, da je to dejansko treba so upoštevati. V bodoče bo tako, oziroma osnutek predvideva tako, da naj bi dejansko se upoštevali 13. in 14. plače, vse tiste, se pravi dodatna plačila, ki so bila izvedena, če so bila izvedena do 31. 12. To predvideva tako zakon, to je v preteklosti zakon predvideval tudi že za avstrijsko, oziroma za tista delovna razmerja, ki so bila predmet zavarovanja v Avstriji, socialnega zavarovanja v Avstriji. In v bodoče naj bi se to prilagodilo, kajti to določilo je bilo zelo v neskladju z evropskim pravom in je to nekako bilo oziroma predvideno zdaj v noveli, da se bo to spremenilo. Kako bo dejansko potem na koncu, bomo videli, ampak to bi bilo seveda pravilno, da se to ustrezno upošteva tudi za podjetja, ki v Avstriji opravljajo storitve. Pomembno je tudi to, da pač seveda delavcem pripadajo dodatki, pribitki, ki jih določa kolektivna pogodba, seveda tudi dnevnice, to so vedno spet debata, v katerem obsegu in tako naprej. Predvsem pa ne gre ena zadeva, kar tudi pogosto vidimo, to je to, da enostavno, ker pač v Sloveniji je še možno plače obračunati, del plače obračunati preko dnevnic in drugih prejemkov, ki niso obdavčeni oziroma niso predmet socialnega zavarovanja. V Avstriji to ni možno in seveda imamo potem debato, da pač ta dodatna plačila ne moramo uporabljati kot argument za to, da je dejansko bila plačana plača v skladu s kolektivno pogodbo. To je pač zadeva, ki jo je treba absolutno upoštevati. Tudi kar se tiče ur, veljajo seveda avstrijska določila, avstrijske kolektivne pogodbe, ustrezno tudi nadure in ustrezni pribitki. To sem že dostikrat poudarila, da ravno pri nadurah in pribitkah je to pomembno, da imamo določene kolektivne pogodbe, kjer se nadure, tudi osnovna plača za izračun nadur že poviša, se pravi, da ne izhajamo več iz osnovne plače, kot jo določa kolektivna pogodba, ampak je treba upoštevati določen pribitek in še na to dodaten pribitek. Se pravi, se zviša že osnovna urna postavka, tako da s tem postanejo seveda zadeve dosti drage. Kot rečeno, kar se tiče plače, je seveda to tudi sprememba, kar se tiče doklad in dodatkov, ki sloni na evropski direktivi, ki je bila sprejeta že v preteklosti in je začela veljati že leta 2020. In ta direktiva evropska predvideva, da ima delavec pravico do enake plače za enako delo v enakem kraju. Se pravi, evropska direktiva dejansko želi določeno oziroma izenačenje tistih delavcev, ki pač pridejo v določeno državo delati z delavci, ki so tam. Iz katerega kota ta zahteva pride, to si lahko itak vsi predstavljate. Tako da v bistvu to je zdaj pač tudi evropska pravna podlaga, ki tako predvideva in ustrezno tudi predvideva novela oziroma osnutek. Delavce je treba priglasiti, to predvideva tudi bodoča novela. Pred začetkom del, to je zelo pomembno, imamo pač podjetja, vedno spet vidimo, ki špekulirajo na to, da pač ne bojo priglasili delavce in potem najkasneje, ko delavci grejo čez mejo, imajo seveda tudi dostikrat kontrole že pač tik po meji,
niso prijavljeni in potem so velike težave. In bolj v bistvu je to verjetno običajno že po 8 uri zjutraj, tako da pač delavce ni več možno priglasiti za tisti dan in seveda s tem povezane spet globe. Tako da vse te špekulacije pa ne bomo priglasili, bomo videli, kako bo to že, če nas bojo dobili, pač smola, drugače pa bomo že skušali naknadno. To so zadeve, ki žal, kar se tiče tega zakona, pač ne grejo. Treba je prijaviti vsak projekt posebej, na zaloge prijave niso dopustne. Tudi ni dopustno, recimo, da se reče, ok, bomo pač prijavili 14 dni, pa bojo pa že v tem obdobju šli enkrat, ampak je treba biti tle zelo pozoren, dejansko pač priglaševati točna obdobja, tudi točne naslove treba priglasiti in vemo, da je to seveda veliko administracije, absolutno, ampak po drugi strani je pač to administrativni postopek, če se ga lotimo zelo podrobno in natančno, potem je to pač stvar, ki se lahko opravi in ne predstavlja, ne vem, velikih težav. Je pa seveda težava v tistih podjetjih, ki pač se teh administrativnih zadev ne lotijo tako, kot pa bi se verjetno morali. Tako da načeloma bo tudi nov zakon predvideval možnost okvirne priglasitve za prevozništvo. Nov zakon eksplicitno predvideva, oziroma novela eksplicitno predvideva priglasitev za 6 mesecev, se pravi to, kar se je v bistvu v praksi tako že izvajalo, je zdaj zapisano tudi v zakonu. Oziroma naj bi bilo zapisano v zakonu. Posebna tema, s katero se vedno srečujemo, je to, ali gre za posojanje delovne sile ali gre za navadno podjemno pogodbo. Posojanje delovne sile je v bistvu situacija tista, da se naročniku dajo na razpolago le roke, se pravi delavci, za vse ostalo pa naročnik poskrbi. Težava pri posojanju delovne sile težave so različne. Prvič je treba uporabljati drug obrazec, se pravi ne ZKO3, ampak ZKO4. Razmejitev med posojanjem delovne sile in podjemno pogodbo pa je zelo težka, se pravi razmejitev je tudi za pravnika zelo zahtevna naloga. Druga posledica je ta, da v primeru posojanja delovne sile državljani tretjih držav, ki so napoteni oziroma pač posojeni v Avstriji, ne dobijo ustreznega potrdila o napotitvi, se pravi, državljane tretjih držav ni možno posoditi v Avstrijo. In druga, oziroma tretja posledica je ta, da v primeru posojanja delovne sile posojeni delavci postanejo zavezanci za plačilo dohodnine v Avstriji že od prvega trenutka napotitve dalje. Se pravi, tista izjema, ki jo predvideva sporazum o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, v primeru posojanja delovne sile ne velja in postanejo takoj davčni zavezanci z dohodnino v Avstriji. Se pravi, ali se redno odvaja dohodnina ali druga varianta, kar je pač tudi pogosto se zgodi, je ta, da enostavno je treba oziroma naročnik odtegne 25% od računa in ta znesek nakaže finančnemu uradu. Postopek, da se dobi ta denar, da finančni urad ta denar vrne, je zelo dolg in ni to postopek, ko samo daš obrazec in dajmo to pač poračunati in tako naprej, ampak je to res postopek, ki običajno traja kar več let, se pravi, to je treba pač upoštevati, da bo treba to založiti. Dokumenti vedno spet tema, katere je treba imeti, tle sem jih napisala, kateri so, v glavnem se ne bodo nič veliko spremenili, ti dokumenti, ker bo pač potrebno tudi v bodoče imeti te dokumente, v primeru kontrole na licu mesta, ker mi običajno, če mi to delamo za naše stranke, jih prosimo, da nam vse te dokumente dostavijo že pred priglasitvijo ZKO. Zakaj? To ima tudi seveda malo vzgojna zadeva, vzgojna pa zaradi tega, ker smo na ta način prepričani, da če bo kontrola, bodo imeli delavci dejansko vso dokumentacijo po sebi. Sami veste, da pač je Kovačeva kovila vedno bosa, to se pravi, da pač te zadeve vsak zase tako malo bolj
tako pač nekako uredi, sej ne bo problema, bo že, ali pa niso popolne, ampak res je treba povedati, da so kontrole zelo, zelo, zelo striktne in da v bistvu to zelo točno preverjajo in če imamo tako rekoč, kot to mi izvajamo za naše stranke in smo ugotovili, da je ta sistem, da je bilo to se izkazalo kot zelo dobro, zaradi tega, ker je stranka na ta način bila sigurna, da ima vse dokumente in dejansko pač ni prišlo do nobenih težav. Vsak, ki pa recimo tako malo eno ali pa drugo točko tako malo bolj na polahko vzame in pač bolj tako, sej že ne bo, ali pa sej imam itak to, ne vzame tako 100% resno, tam pa se seveda začenja zatikati in potem je pa seveda kljub temu, da ste veliko naredili, pravzaprav bilo celotno delo vse za manj. Tema je vedno tudi ta plačna dokumentacija, tudi to bo treba seveda imeti v bodoče v Avstriji. Zakon edino predvideva v primeru dokumentacije v zvezi z razporeditvijo delavcev v kolektivno pogodbo toliko dodatek, da mora to biti na določen način razvidno iz dokumentacije, ki je na voljo. Zakaj je to v bistvu pomembna ta olajšava? V bistvu v preteklosti je bilo absurdne, zlasti na področju gradbeništva, kjer kolektivna pogodba določa, ne glede na poklicno izobrazbo, ki jo ima delavec, vedno ima pravico do plače glede na delo, ki ga izvaja. Se pravi, če delavec izvaja delo, za katero, ki ga običajno opravlja kvalificirani delavec, potem ima pravico tudi do plače kot kvalificiran delavec, tudi če je načeloma morda samo pomožni delavec. In v tem primeru je seveda brez veze in absurdno, da se zahtevajo spričevala, druge zadeve, kajti itak vseeno jih malih nima, bo dobil to plačo. Tako da to novela zdaj predvideva, da bo to spremenjeno, ampak načeloma bo treba seveda imeti tudi ta obračun. In ti obračuni, pač veliko imam teh postopkov, kjer potem na koncu tudi računam, a je bilo plačano ali ni bilo plačano. Res je pomembno, da so zadeve in posamezne postavke posebej prikazane v plačilni listi. Dokumenti morajo biti na voljo v nemškem jeziku, edino pogodba o zaposlitvi je lahko tudi v angleškem prevodu. Je pa treba povedati, da seveda na dvojezičnem ozemlju, kjer je slovenščina uradni jezik, tam morajo tudi sprejeti slovensko dokumentacijo. Kje morajo biti dokumenti? Delavci morajo imeti pri sebi načeloma dokumenti, ali sicer v papirni obliki ali pa v elektronski obliki. Novela bo predvidevala tudi, da zadostuje, če se v trenutku kontrole posreduje tako rekoč policiji. Tako da to bo morda ena olajšava, je pa tako, da recimo tudi mi imamo za veliko podjetij shranjene te dokumente in v primeru kontrole smo mi partner, s katerimi se pač kontrolorji pogovarjajo in posredujemo te dokumente. Prednost je enostavno v tem, da ste lahko sigurni, da bodo dokumenti v primeru kontrole, da so na voljo. V praksi se dejansko pogosto zgodi in zdaj boste rekli, ja, to je bolj, vse ni res, to je bolj zgodbica, ki mi jo nam pravi. Dejstvo je, da se pogosto zgodi to, da delavci sicer imajo dokumentacijo, ampak morda zamenjajo avto. Dokumentacija ostane v drugem avtomobilu. Ali en delavec ne gre, ki ima dokumentacijo, vse ostane doma. Se pravi, sej razumljivo je, da za delavcev je to nepotrebna administracija, papirologija in tako in se ne zavedajo vedno te pomembnosti teh dokumentov, ampak in pač ostanejo doma, no bo že šlo v redu, tako kako se dostikrat pač reče, ampak dejansko je to lahko težava, tudi če so, ampak niso na voljo dokumenti v trenutku kontrole, potem je to pač seveda slabo in posledično so to globe. Kot rečeno, lahko to dokumente shrani v Avstriji odvetnik ali pa tudi davčni zastopniki, se pravi osebe,
ki so po zakonu oziroma ki se jih lahko pooblasti za zastopanje interesov strank. Globe so bile. Prosti, ampak imamo s tem eno vprašanje, smo dobili, ki se nanaša na ravno to tematiko, ki se zdaj, pa če mogoče lahko kar odgovoriva na to vprašanje. In sicer eno je bilo vprašanje vezano na dokumentacijo, tako da to mislim, da si res odlično povedala. Drugo pa sprašujejo, ali se na delo lahko napoti delavca takoj po sklenitvi delovnega razmerja? Ali je kakšen rok, ki ga je potrebno upoštevati pred napotitvijo? To je odvisno, ali dobijo v Sloveniji A1 obrazec, ker ta slovenski zakon o opravljanju storitev v bistvu predvideva, da A1 obrazce dobijo komaj potem, ko so vsaj en mesec po moje zaposleni. Se pravi, A1 obrazec ni možno tako, da dan sklenem pogodbo, jutro pa gre na pot v Avstrijo, ampak pogoj za napotitev v Avstrijo je ta A1 obrazec. Se pravi, če dobite A1 obrazec, potem lahko greste takoj v Avstrijo, ampak jaz mislim, da je tle v Sloveniji eno obdobje, ki ga treba pač počakati, da dejansko dobijo A1 obrazec. Z tistega vidika tle ni nobene omejitve, ampak je pa A1 obrazec tisti dokument in če ga takoj dobijo, tudi lahko takoj gre v Avstrijo. Zdaj, nekaj vprašanj prav vezanih na to tematiko, jih odgovoriva zdaj, ali ti je ljube? Lahko, kakor želimo. Ker je pač vezano res na ta sklop, ki si ga zdaj imela. In sicer sprašujejo, pozdravljeni, če napovem prihod delavca na montažo, torej ZKO3, za datum 3. oziroma 4. 5. Prijavo oddam 30.4., nimam pa pravne urne postavke, ker se kolektivna spremeni 1,5. Kaj v tem primeru? S 1.5., pardon, s 1.5., to je zelo logično. In kdaj bodo te urne postavke objavljene? Včeraj jih še ni bilo. Kakšna je višina dnevnice, kot jih imamo v Sloveniji? Veste kaj, to je ravno tisto vprašanje. To je vprašanje, ki ga absolutno ne moramo v okviru tega seminarja, webinarja odgovoriti. Zakaj ne? Ker je vse to odvisno od osebnih okoliščin delavca, se pravi tudi, kako je kvalificiran, koliko ima let delovne dobe, kaj točno dela in tako naprej. Urne postavke je pač treba pogledati, ali bojo, verjetno bojo že objavljene v naslednjem času, tako da bojo pravočasno za 1. maja, in če 3. maja greste delati, imate lahko 2. maja oddate priglasitev in je pravočasna in je to treba pač ustrezno pogledati. Ampak nemogoče je, da zdaj to razčlenimo, koliko mu je treba na uro plačati, ker enostavno, da tudi sama, če te zadeve delam, enostavno želim vedno ustrezno dokumentacijo imeti. Veste, ker je v bistvu, če tega nimam, potem lahko in podatke o tem, kaj bojo delali in tako naprej. Kajti, če nimam teh ustreznih podatkov, lahko precej usekaš mimo. No, glede na to, da obstaja 800 kolektivnih pogodb, smo že tukaj pri... Ena naša poslušalca oziroma poslušalka pravi, da A1 se dobi 10 dni od zaposlitve delavca. Super. Potem pa še, nekdo sprašuje, kako v plačilni dokumentaciji izkazati družinske razmere oziroma kakšne dokazila o tem pričakujejo. Družinske razmere torej. Ja, to se v bistvu nanaša na ta zahtevek, ki ga finančna policija vedno zahteva v vseh teh možnih dokladah in tako naprej. Ampak v bistvu to ni pravzaprav relevantno za Avstrijo, ker je v bistvu glavno je pač te družinske razmere so relevantne za davčne okoliščine, ne pa toliko za osnovno plačo. Tako da to je pač en zahtevek, ki so ga napisali v tisti seznam. Tisti seznam, ki ga ima finančna policija, je tudi deloma obsega dokumente, ki v Avstriji sploh ne obstajajo več in so bili odpravljeni že. Jaz sem jih imela še, ko sem kot študentka delala s te zadevami in to je že kar precej časa od tega, od takrat pa ne obstajajo več. Tako da to je malo zastarel, ampak kljub temu pač v bistvu je, da pač vse tisto, kar je pač seveda možno po tem seznamu, se zbere in tako rekoč postopuje. Samo še 2 kratki vprašanji imava. Ena je primer, če se potrebuje življenjepis. Čakajte, zdaj sem pa jaz mečkan. Torej, ali je življenjepis obvezna dokumentacija za napotenega delavca?
Jaz sem vam v bistvu povedala, življenje odvisno je od tega, dokumentacija mora biti, ali iz katere izhaja pač razporeditev delavca v kolektivno pogodbo. Življenjepis je lahko en dodaten dokument, ni pa sigurno ni edini dokument. Je pa v primeru pomožnih delavcev en dokument, iz katerega pač to izhaja, koliko ima dejansko delovne dobe ali kaj takega. Ampak je samo en, ni edini dokument. Edini dokument. Potem sprašuje gospa Hodin, ko predamo ZKO3 obrazec, v kolikšnem času gremo lahko delati v Avstrijo, če ni nobenega odgovora od AMS-a? To gre za državljane tretjih držav. Načeloma, če zakon tako piše, načeloma lahko greste takoj delati, in potem pač začne ta postopek pridobitve potrdila o napotitvi. Vem pa, da so recimo, zdaj smo imeli en zelo velik projekt na Predalskem in velik projekt na Tirolskem, kjer so v bistvu naročniki niso pustili delavce na delovišče, če niso imeli potrdila o napotitvi. In to smo pol v bistvu te postopke smo prej speljali, pridobili vsa potrdila, ki so potrebna od določenega datuma naprej, tako da so imeli za interno in za pridobitev te interne izkaznice, da so lahko šli na to gradbišče, vsa potrdila in so lahko šli, ampak to je pač čisto odvisno, no, to je treba malo pogledati. Načeloma pa z priglasitvijo lahko greste. S tem bi jaz predlagam, da nadaljujeva, da ne bo tudi čas prehitev, da gremo na naslednji sklop. Dobro, naslednje so globe. Kar se tiče glob, sami veste, da so astronomske bile, na kar je potem prišla sodba Maksimović Evropskega sodišča. Globe so bile nesorazmerne, enostavno tudi zaradi te kumulacije, ker se prekršek šteje za vsakega delavca posebej, tako da je bilo potem dejansko potrebno, da je prišlo do odločbe Maksimović, v katerem smo tudi mi zastopali. Šlo je za hrvaško podjetje, ki je imelo težavo, sploh ni imelo, ampak je bilo vse na razpolago, kljub temu so začeli postopke, tako proti naročniku hrvaškemu, oziroma izvajalcu hrvaškemu, kot proti avstrijskemu naročniku, in vsega skupaj je bilo odmerjenih 23 milijonov evrov globe za vse direktorje skupaj, ali pa 41 let zaporne kazni. Vrednost naročila je bila komaj 1,6 milijonov evrov, tako da ta postopek je potem šel na Evropsko sodišče, hvala Bogu, in je Evropsko sodišče jasno povedalo, da je enostavno, gre za en koktejl ukrepov, ki so nesorazmerni in enostavno vodijo do tega, da je pač v bistvu so kazni absolutno nesorazmerne v skladu s 56. členom. Na kar se je začela debata v Avstriji, kaj pomeni ta odločba Evropskega sodišča, ki je po moje zelo jasna. Namreč ta, da je v bistvu to, oziroma so ta določila, ki se nanašajo na globe, protipravna in s tem tudi ne morejo biti osnova za kaznovanje. Upravna sodišča so to seveda drugače videla, zlasti upravno vrhovno sodišče, ampak ustavno sodišče pa to vsekakor vidi tako, kot sem prej povedala, namreč, da je s tem zmanjkala pravna podlaga za kaznovanje. Tako da je potrebno absolutno, da se to določilo glede kazni spremeni in dejansko novela pač zdaj ne predvideva več minimalne kazni, ampak samo maksimalno kazen. Zadeve so prilagodili, kako bo se to v bodoče izvajalo in kako bo to dejansko in kako bo potem dokončna novela, to bomo pa šele videli, kajti vsi se ve, da pač imajo vsi določene interese in da bo to seveda huda debata, zlasti okrog teh kazni. Tako da pomembno pa je, da je v bistvu ta odločba Maksimović skupaj z odločbo Čepelnik, to sta bile ključni odločbi za to, da se je ta zakon začel krhati. Tako da če teh odločb ne bi bilo, tudi te novele danes ne bi imeli. Tako da v bistvu in tudi te spremembe, ki so se zgodile v tem času, za veliko podjetje, pa za veliko od vas je verjetno še vedno premalo sprememb, tudi jaz bi se drugače želela, ampak rigidnost tega zakona
smo kar velik del smo tako rekoč spremenili z temi odločbami. Druge sankcije so pač tudi predvidene v tem zakonu, in sicer, da pač se enostavno prepove opravljanje storitev, če nekdo vedno spet krši pač določila tega zakona. Omenila sem že odločbo Čepelnik, je predvidevala varščino. Čepelnik, to je pač eno podjetje iz Prevalj, ki je delalo v Šmihelu, tik čez mejo, in v tem primeru je bilo odrejeno plačilo varščine avstrijskemu naročniku. To je bil prvi primer, ki je šel na Evropsko sodišče v zvezi s tem zakonom, in je bil pravzaprav odgovor, je bil dezaster za Republiko Avstrijo in za to zakonodajo. In so pravzaprav itak za to odločbo računali, kljub temu je to Avstrija imela v svojem zakonu. Tako da v bistvu varščina je načeloma padla in ni več dopustna, in zdaj je pa zanimivo to, ko berem ta osnutek tega zakona novele, je v bistvu varščina slej ko prej predvidena. Sicer samo piše, ja, v izjemnih primerih je to pač dopustno, in v obrazložitvah na 3 straneh povzema ministrstvo avstrijsko sodbo Čepelnik, in da je bilo to treba prilagoditi glede na sodbo Čepelnik, ampak po besedilu se mi zdi slej ko prej zelo podobno. Tako da je zelo zanimivo, kaj bo zdaj. To je seveda pač avstrijska tudi malo taktika. Verjetno bo treba še pač kdaj priti do Evropskega sodišča, pa še kakšno zadevo spraviti do Evropskega sodišča, da se bojo zadeve pač potem tako lepo počasi uredile. Podizvajalci so, kot sem vam povedala, že vedno tema, zaradi tega, ker je vedno vprašanje, a gre za posojene delovne sile ali ne gre za posojene delovne sile. To je treba preveriti vsebinsko, to je treba preveriti na osnovi pogodbe, in je to pač kar izziv, da dejansko to pravilno, da se vidi pogodba, da je dejansko v smeri podjemne pogodbe, ne pa v smeri pogodbe za posojanje delovne sile. Na začetku sem že povedala, da imajo delavci pravico tudi do dopusta v skladu z avstrijsko kolektivno pogodbo, z avstrijsko zakonodajo. Za gradbeništvo in gradbince to pomeni, da zapadejo v sklad BUAK. To se pravi, da je treba plačevati za vse zajete osebe prispevke za vsak dan napotitve v sklad BUAK, iz katerega potem tudi delavci prejemajo pač ta izplačila oziroma nadomestilo v primeru dopusta. Ampak to je kar precejšen znesek, saj vem, da vse, kar bremenita gradbince, ta sklad BUAK. Ampak to temo ne bomo rešili, preden se ta tema ne bo rešila v Sloveniji. To je v bistvu odločeno na evropski ravni, tako da tle ne bo nobenih možnosti. Je pa edina možnost bi recimo bila ta, da dejansko Republika Slovenija tudi uvede ene vrste sklad BUAK, iz katerega bi delavci potem prejeli na področju gradbeništva pač nadomestila za primer dopusta. Tako da to bi bila ena varianta, so potekali baje že tudi pogovori med Slovenijo in pa skladom BUAK-om, da bi se tle nekaj naredilo, ampak kolikor jaz vem, je ta zadeva spet zamrla. Glede na to, da imamo krizo in seveda ta COVID je pač tudi svoje doprinesel, mislim je tako, da je sicer veliko se naroča, veliko se dela, veliko se investira, ampak kljub temu pač privede do tega, da pač naročniki ne dobijo vedno, oziroma izvajalci ne dobijo vedno plačanega njihovega dela, ali pa da naročniki enostavno ne plačajo iz katerega koli razloga, in to pač pomeni tudi, da je treba pač uveljavljati in terjati denar pač po tistih kanalih, po tistih poteh, ki so za to predvidene. Zaradi tega sem tudi vključila nekaj posojnic na to temo, ker se mi zdi, da zna biti ta podatek, ta informacija koristna. Kakšni so koraki, če pač pride do tega, da pač naročnik ne plača? Pred sodnim postopkom je treba v Avstriji poslati dolžniku odvetniški opomin. Obstajajo tudi družbe za inkaso, ampak pozor, te družbe za inkaso lahko uveljavljajo le izvensodno, se pravi tako, kot pa če bi vi pošiljali sami opomine.
Čim pride do sodnega spora in je treba terjatev uveljavljati sodno, družbe za inkaso pravzaprav nimajo več nobenih pooblastil. Se pravi, tudi v tem primeru morajo one poslužiti določenega odvetnika, ki to pač za njih uvede postopek in potem tudi zastopa v določenem postopku. V Avstriji je treba uveljavljati terjatve s tožbo. Izvršbo na osnovi verodostojne listine, kot je to v Sloveniji običajno, v Avstriji ne obstaja, tako da je treba vedno v sodni postopek, in na koncu katerega je potem pač ena odločba, ki postane pravnomočna, in potem je komaj na osnovi te odločbe gremo v izvršbo. Tudi rubež na transakcijski račun v Avstriji absolutno ni običajen, kajti postopek je drugačen. V Sloveniji je v trenutku rubeža na transakcijski račun, se transakcijski račun zamrzne in s tem je v bistvu vsi prilivi se potem uvedejo. Medtem ko pa v Avstriji se zarubi samo tisti znesek, ki je v trenutku rubeža dejansko na transakcijskem računu. Se pravi, to je pa zelo težko predvidevati, koliko je denarja na tistem računu. In tudi v Avstriji register transakcijskih računov ne obstaja. To, kar je v Sloveniji seveda zelo pomemben podatek, to v Avstriji ne obstaja. Se pravi, vse podatke o transakcijskih računih in tako naprej morate pridobiti v sklopu poslovanja in odnosa z naročnikom. Zdaj sem vam spisala še, kakšni so stroški za ta postopek. Tudi tle sodna taksa se bo tudi spremenila, jo bojo povišali, ampak nažalost, kar se tiče sodne takse, je pač tako, da to pač terja država in tle nimamo nobenih možnosti. To je treba plačati, se avtomatično odtegne. V trenutku, ko se tožba vloži, se avtomatično odtegne od računa in je to treba plačati. Tle sem vam napisala, koliko je to približno, koliko je sodna taksa in koliko so odvetniški stroški za tožbo. Tle vidimo, koliko je približno po 5.000 evrih, kaj po 36.000 evrih. Jaz običajno to tako naredim, če stranka pač pride, je seveda zelo težko predvidevati stroške postopka, koliko bojo dejansko, ker se ne ve, koliko bo pripravljalnih vlog potrebno, predvsem pa koliko bo narokov in ali bojo izvedenci potrebni ali ne bodo izvedenci potrebni. Tako da eno okvirno oceno lahko vedno damo na začetku postopka, ampak seveda je to vedno odvisno od tega, končni strošek, koliko bo dejansko narokov potrebnih, koliko bo vlog potrebnih in tako naprej. Je pa treba nekaj povesti, da v Avstriji to nabijanje pripravljalnih vlog, kot recimo pač poznamo iz določenih držav, v Avstriji absolutno ni. Običajno je v tej fazi do začetka glavne obravnave oziroma ustne obravnave je običajno vsaka stran eno pripravljalno vlogo in to je to. Eno ali pa dve pripravljalni vlogi, v kateri se mora dejansko vse navesti in to je to. In tako da je to pač res odvisno, no, ni pa tako, da je to 10 ali pa 20 pripravljalnih vlog. Izvršbo se potem posebej plačuje in to so stroški za izvršbo, se pravi nekaj spet sodna taksa in drugo so pač seveda stroški za zastopanje. Zdaj sem vam napisala podatke, tako da imate malo orientacijo, koliko to lahko pride. Zdaj, glede na to, da imamo pač to COVID situacijo, sem vključila tudi nekaj na temo COVID in prestopa meje. To je dejansko tema za veliko podjetij. V fazi prvega lockdowna smo v bistvu vsi bili doma, noben se ni upal čez mejo, noben ni vedel, ali lahko. Potem se je pač nekako to izkristaliziralo, da je seveda za gospodarske namene oziroma za izvajanje določenih pogodb je to možno. Seveda tudi tukaj so se ukrepi, na naslednjo prosojnico so se pač ukrepi postopoma spreminjali, kar je bilo na začetku možno samo z potrdilom, dokazilom, da je treba v drugo državo, se je pač zelo zaostrilo, predvsem zakompliciralo, no? Ker je pač treba enostavno imeti teste pri sebi, tako dnevni migranti morajo imeti teste pri sebi in tudi poslovni migranti, tudi oni rabijo tako rekoč negativni test in ta negativni test
se dejansko preverja pri prestopu meje, dodatno je pa treba seveda ta pre-entrance clearing, se pravi registrirati pred vstopom v drugo državo in seveda pač v primeru poslovnih razlogov dokazilo, da je prestop meje potreben iz poslovnih razlogov. Napisala sem vam tudi povezavo, kjer imate ta obrazec za ta pre-entrance clearing, tako da to se pač izpolni in to je pač treba imeti dejansko pač pri prestopu meje pri sebi. Zdaj, nekdo nas sprašuje, ni potrebno test vsakih 72 ur, tukaj lahko tudi jaz potrdim tako, vsakih 72 ur je potrebno imeti test, če je država na rdečem seznamu in v tem trenutku je država na seznamu, kjer je potrebno opraviti test vsakih 72 ur. Zato je tudi zdaj ta velika akcija dnevnih migrantov, ki se morajo testirati praktično 2-krat na teden, tako da tako. Ja, v glavnem je to in pač je treba imeti ta test, no, to je seveda zadevo, kar pač otežkočilo. Ampak morda dobra novica v zvezi s tem covidom, ne, je pa ta, da res so pač kontrole, mislim, da so pač kontrole na meji in da je treba imeti te teste, ampak zanimivo je pa to, da je zdaj finančna policija testira predvsem ukrepe v zvezi z covidom, se pravi, ali avstrijska podjetja, kontrolira predvsem avstrijska podjetja, ali so pravilno zahtevali te državne pomoči, obračunali pravilno te državne pomoči, tako da zgleda, da imajo manj časa za kontrole napotenih delavcev, no, tako da to je morda tudi ena dobra novica v tem celotnem sklopu. Morda še čist na koncu 2 besedi o teh avstrijskih ukrepih, ki so pač seveda zelo pomembne tudi v tem času, tudi za Slovenijo sem slišala iz različnih virov, ampak ne vladnih virov, da so bile strani podjetnikov, da so bile podpore solidne. To tudi seveda lahko povemo za Avstrijo. Sem slišala seveda tudi dosti, ki so pač jamrali, da je Slovenija ima zelo slabo in da se nič ne dobi in da ni nobenih podpor in tako naprej. Ampak sem tudi slišala to, da so bile podpore kar solidne tudi v Sloveniji. V Avstriji je tako, da je treba povedati, da edini oziroma ukrep, ki je res bil zelo učinkovit in bomo seveda še videli, kam bo ta privedel v bodoče, to je ta skrajšano delo. Namen tega ukrepa je bil, da delavci ostanejo v delovnem razmerju, vendar se jim skrajša delovni čas oziroma skrajša delovni čas. Delovni čas se jim ne skrajša, pogodba ostane v veljavi takšna, kakor je. Vendar, če ne delajo 100%, kot je dogovorjeno po pogodbi, namreč recimo samo 20% ali pa 30%, potem delodajalec plača samo teh 30% ali pa kolikor je pač delavec delal, razliko do 80-90% oziroma 85% pa plača država. Se pravi, delodajalec dobi tle eno podporo za ta delovna razmerja, če delavec ni delal 100% po pogodbi. Če pa recimo je delavec delal 100% po pogodbi, delodajalec ne dobil na nobene podpore in mora to seveda sam kriti. Se pravi, to je res samo za tiste primere, ko je pač delavec po pogodbi ni več potreben za 100% delo, ampak samo še za manj, in da so preprečili to, da se bi pogodba spremenila ali pa da bi pač delavce dali sploh na čakanje, so rekli, v redu, naj ostanejo delavci pač v podjetju. Delodajalec plača samo tisto, kar dejansko koristi delavca, razliko do 80, 85, 90% pa potem tako rekoč plača država. In to je bil ukrep, ki je bil kar dobro sprejet. Ja, bomo videli, kako bo to naprej šlo, ker to se že kar nekaj časa tako rekoč vleče. Dobro, to je v bistvu bilo z moje strani, tako rekoč, en povzetek celotne situacije, tudi malo pogled naprej, kako se bo to razvijalo. Tako da se zahvaljujem na tej točki za vašo pozornost in spet
Vesna, predajam besedo tebi. Imava samo še nekaj vprašanj, pa samo na kratko jih odgovoriva, da se nekaj držimo tega okvira 1 ure. In sicer eno izmed vprašanj je prišlo, kako je s plačilnimi pogoji, če se napoti delavec, če še ni dobil prve plače. Zdaj mislite verjetno ali kako je to, a mora plačilno listo med seboj ali ne. No, to so med tem avstrijski organi že razumeli, da seveda to ni nemogoče, da imajo tudi obračunano avstrijsko plačo, že če je bil šele napoten recimo 1. aprila, da v aprilskem plačilnem listu ne bo obračuna avstrijske plače, ampak komaj, mislim, že za april, ampak tisti se bo izstavil komaj maja meseca, tako rekoč. Seveda, te zadeve se morajo pač enostavno ujemati, ni tako, da je pač treba tako v plačilni listi, ki se izstavi meseca aprila in pokriva mesec marec, da je že avstrijska plača tudi zajeta, se niso bili v Avstriji. Eden izmed naših nas sprašuje tudi, da smo to preskočili na začetku, in sicer kako se registrira dejavnost. To je neka čisto druga tema zdaj, ne? Ja, to je v bistvu pri ministrstvu, to je postopek, ki ga morate izpeljati pri Ministrstvu za gospodarske zadeve z vso potrebno dokumentacijo, EU potrdilo in tako naprej. In se to pač izvede. Težava je v tem, da je treba pač slovensko registracijo prevesti v avstrijsko registracijo, se pravi dejavnosti, ki so registrirane v Sloveniji, ki jih lahko v Sloveniji opravljate, morate pretolmačiti v avstrijsko kvalifikacijo, se pravi v avstrijski zakon, in to je pač običajno težava, ampak tako se to izvede. Potem imamo še dve vprašanji, to sta zadnji dve, ki jih bomo potem tudi odgovorili. In sicer podjetje iz Avstrije bi registriralo podjetje v Sloveniji za namene transporta svojih prodanih strojev iz Avstrije po celotni Evropi. Kako je z napotitvijo delavca, torej prevoznika? Delavec bi bil prijavljen v slovenskem podjetju, seveda bi šlo za prodajane stroje, ki so bili last avstrijskega matičnega podjetja. Ja, to je že malo nasploh zelo problematična zadeva. To je v bistvu pač ena situacija, ki gre pravzaprav za obid zakona. In edino, kar vam lahko rečem, ne svetujem k tem zadevam, ker je bilo kar veliko jih je bilo takih, ki so imeli te ideje, da bodo v Sloveniji odprli podjetje, ker je ceneje delavce zaposlili v Sloveniji in jih veselo posojali ali pa posredovali potem v Avstrijo in tako naprej. Lahko vam povem, da so kar popadli. Zaradi tega, ker morajo kljub temu avstrijsko plačo plačati. In če se tako rekoč zapade delavec potem pri opravljanju storitev pod avstrijsko zakonodajo, vam ta konstrukt nič ne pomaga. Tako da ne svetujem k tem zadevam. Če to res gre za, se mi sliši zelo tako kot obid zakona in ne svetujem k tem. Potem imamo še zadnje vprašanje, in sicer naše podjetje ima že več let dovoljenje za delo v Avstriji in v naslednjih dneh ga moramo spet podaljšati. Zato nas zanima, kako je glede zavarovalne police, torej ki je v višini 1 milijona, do sedaj namreč nismo rabili predložiti. Vse to sem na začetku povedala, polico je treba priložiti, če zapadete pod gradbeništvo. Se pravi, to je odvisno od tega, ni za vse dejavnosti, ampak za gradbeništvo je to potrebno pač predložiti, če zapadete pač pod ta avstrijskim Baumeistergewerbe, ausführende Tätigkeiten recimo. Tako da je, ne vem, zelo težko to pavšalno odgovorim, ker ne vem, kaj ima podjetje sploh registrirano, je to potrebno ali ne. Jaz sem vam vsem, ki nas danes spremljate, sem vam v chat dala link direktno na spletno stran odvetniške pisarne Grilc Vovk-Škof, tako da se lahko tudi, mogoče Marija, tukaj si tudi pustila podatke, tako da se lahko tudi preko e-maila. Sicer bomo pa to naše predavanje bo na voljo tudi na spletni strani Slovenske gospodarske zveze in pa na našem YouTube kanalu Slovenska gospodarska zveza. Mislim, da smo se super držali 60 minut. Hvala lepa, Marija, za tvoje izčrpne informacije. Na koncu nam je zdaj prišlo še eno vprašanje, to samo da vidim. Zavarovalna polica bo inštalaterska dejavnost. Predlagam, da se povežete po mailih. In vprašanje, ali urejate tudi dokumentacijo za Nemčijo?
Ne, mi za Nemčijo načeloma ne urejamo to zadevo, tako da ne, tam musimo te na koga drugega obrniti. Okay. Velja. Torej, hvala Marija, hvala vsem. Sledi follow-up mail, tako da boste imeli tudi potrebne linke. Obrnite se na nas, tukaj smo za vas, da vam damo te prave kontakte in lep dan še naprej. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani in vse dobro. Adijo, srečno. Adijo, adijo.